Danes v Pomurskem dnevniku. Namesto poslovnih daril pomoč ljudem v stiski. Radgonski tovornjakar pijan po avtocesti. Radenska s Pepsi tudi na hrvaški trg. Ko je priimek Kučan, lahko psovka. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V podjetju Teleng so se že 6. leto zapovrstjo odločili, da sredstva, ki so jih sicer namenjali za novoletna darila poslovnim partnerjem, predajo pomoči potrebnim družinam iz območja Pomurja in Podravja. Čas obdarovanj je čas dobrodelnosti podjetja Teleng. Že 6. leto zapored so se namreč odločili, da bodo sredstva, ki bi jih sicer namenili nakupu poslovnih daril, namenili v dobrodelne namene. Na tak način želijo pomagati pomoči potrebnim družinam iz območja, kjer ponujajo svoje storitve. Tako so predali donacijo v vrednosti 2000 evrov humanitarnemu društvu Lions kluba Ptuj. Tako, jaz vem, da bo to res prišlo v prave roke. Društvo jih bo namenilo božično-novoletni obdaritvi otrok iz socialno šibkih družin. Sicer gre za obdaritev, božično-novoletno obdaritev otrok, družin, pomoči potrebnih družin na širšem območju Ptuja. Ta projekt je tradicionalen in vsako leto poskušamo zbrati sredstva. Letos smo jih zbrali v denarju okoli 8000 in seveda 2000 v fizični obliki, se pravi, gre za darila, ki jih pač potem damo v zraven. In na ta način bomo uspeli nekako pokriti ali obiskati 50 pomoči potrebnih družin v okolici Ptuja. Ob tej priložnosti pa je direktor podjetja Teleng predstavil tudi poslovanje podjetja v minulem letu in katere so bile največje spremembe. Za naše uporabnike nedvomno te spremembe, ki smo v letošnjem letu delali, so na področju distribucije televizijskih vsebin, ker tu se je res dotaknilo vsakega našega naročnika. V začetku julija smo zmanjšali distribucijo števila analognih programov na račun povečanja digitalnih in potem v mesecu novembru pa tudi uvedli kodiranje digitalne sheme, zato je več razlogov. Eden od teh je tudi, da smo lahko kot samostojno storitev ponudili širokopasovni dostop do interneta brez zakupa televizijskih vsebin in to so stvari, ki so se res naših naročnikov nekako najbolj dotaknile, ki so jih tudi začutili, ampak v ozadju je pa bilo dosti investicij za te spremembe zaključenih že prej, v začetku leta in pa lani, v letošnjem letu pa spet v drugi polovici leta intenzivna gradnja širokopasovnih optičnih omrežij na področju vseh 15 občin Pomurja in pa Spodnjega Podravja, ker smo prisotni. Saj do leta 2020 imamo cilj zgraditi za čisto vse naročnike, ki jih imamo sedaj na omrežjih kabelske televizije, novo optično omrežje in jih priključiti brezplačno. Tudi načrti za prihodnje leto so veliki. V letošnjem letu, zdaj, ker so takšne vremenske razmere, mi še intenzivno delamo tudi do konca decembra. Nekako je namen, da bi do konca leta imeli nekje 40% vseh naročnikov že na optičnem priključku. Optika seveda za nas pomeni stabilnejše delovanje, za naročnika tudi potem seveda posledično večje zadovoljstvo in pa večje prenosne hitrosti, kar je danes nuja. Tako da naslednjih 5 letih do leta 2020 bomo tam nekje 12% naročnikov letno preklapljali na optiko, kakšno leto več. Mislim, da bo ravno naslednje leto bolj intenzivno, ker smo v zadnjem obdobju res zelo dosti kabelske kanalizacije zgradili sočasno z gradnjo druge komunalne infrastrukture, ki se je gradila na področju Pomurja in pa Spodnjega Podravja z evropskimi sredstvi. Mi smo vse posod, kjer smo prisotni kot ponudnik v občinah, sodelovali pri teh gradnjah, zgradili kabelske kanalizacije. V naslednjem letu bomo pa to kabelsko kanalizacijo napolnili z optiko in naročnike tudi potem preklapljali, tako da v naslednjem letu pričakujem še več na tem področju. Direktor podjetja KSS Ptuj je ob tem predstavil še razvoj omrežja v letu 2015 in načrte za leto 2016. Primerjalni podatki z obdobjem pred sklenitvijo pogodbe KKS Ptuj d.o.o. in Teleng d.o.o. iz leta 2010 na področjih modernizacije oziroma nadgradnje KKS omrežja na Ptuju
po najvišjih državnih in EU standardih, zgrajenih 78 km kabelske kanalizacije za širokopasovno optično omrežje v teh letih, obseg investicijskega vzdrževanja, zagotavljanje obratovanja obstoječega omrežja. Vsi trendi kažejo na velik upad števila prijavljenih napak strani naročnikov, kar kaže na kvalitetno delo našega podjetja. Odlične rezultate pa bodo z dobrodelnostjo obarvali tudi v prihodnje. Policisti postaje prometne policije Maribor so na avtocestnem počivališču Tepanje ustavili 60-letnega voznika tovornega vozila iz Gornje Radgone, ki je napihal skoraj 2 promila, čeprav bi moral biti popolnoma trezen. Voznik tovornega vozila je imel pripeto tovorno priklopno vozilo, oboje last slovenskega samostojnega podjetnika. Šofer je tovorno vozilo vozil tako, da je vozil po obeh prometnih pasovih avtoceste, zaradi česar so nanj postali pozorni policisti. Takoj po opravljenem preizkusu alkoholiziranosti je bilo jasno, da je to posledica tega, ker je imel voznik, sicer doma iz okolice Gornje Radgone, v organizmu kar 0,96 mg na liter alkohola oziroma slaba 2 promila, čeprav bi moral biti popolnoma trezen. Policisti so mu takoj odzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog zaradi nepravilne strani vožnje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola se bo zagovarjal pri pristojnem sodniku. Predpisana globa za tak prekršek je najmanj 1200 € in 18 kazenskih točk. Družba Radenska postaja franšizni partner družbe PepsiCo za Hrvaško, kjer bo prevzela polnjenje pijač Pepsi, Mirinda in 7up. Iz družbe Radenska so sporočili, da so se z družbo PepsiCo dogovorili o franšiznem partnerstvu za hrvaško tržišče. Radenska bo tako prevzela polnjenje pijač Pepsi, Mirinda in 7up za hrvaški trg ter distribucijo teh brezalkoholnih pijač na Hrvaškem. Marjan Ševčovič, direktor Radenske in menedžer za jadransko regijo v družbi Kofola Češko-Slovensko, ki je lastnica Radenske, je ob tem povedal, da se veselijo priložnosti za razširitev svojega sodelovanja s PepsiCo ter da postanejo njihov izbrani franšizni partner za Hrvaško. Kot je povedal, je njihovo sodelovanje s PepsiCo bilo odlično že zdaj. Tesno pa sodelujejo tudi z Badlom, dosedanjim partnerjem PepsiCo, kar jim bo omogočilo gladek prehod ter nemoteno oskrbo vseh sedanjih partnerjev in poslovnih strank. Marjan Dora v svoji 6. oddaji Dora nedeljski pogovori tokrat gosti nekdanjega slovenskega politika in državnika Milana Kučana. Gost oddaje Marjana Dore je tokrat bivši predsednik države Milan Kučan. V izjemnem dialogu sta govorila o tem, ali je prijetno njegovim najbližjim prenašati vsa zmerjanja in obtoževanja, ki jih je njihov brat, mož, oče in dedek deležen. Ko se Kučan piše z malo in skuša s tem pokazati vse slabo, kar da smo prinesli sabo iz preteklosti. Pa o tem, ali je bila ustanovitev Foruma 21 napaka, ko pa so mnogi njegovi ustanovni člani ali pobegnili ali pa so pozaprti. In zakaj se ni umaknil preprosto v penzijo, ne pa da igra vlogo murgelskega strica iz ozadja, ki hodi v procesijo k Jankoviću, naj gre v politiko, ki si izmisli Cerarja. In kaj meni o Evropski uniji zdaj, ko nastaja zaradi migrantske krize kar nekaj ograj, v našem in ogrskem primeru celo iz bodeče žice. In ali je zadovoljen s tem, kar je nastalo iz Slovenije, ki jo je tako dolgo na različne načine vodil in usmerjal. Milan Kučan je tudi v tem pogovoru ostal zvest sebi, nekateri odgovori pa vseeno presenečajo. Zanimivo jim bo prisluhniti. Na TV Ideja v nedeljo 13. decembra ob 18. in 22. ter v sredo 16. decembra ob 20.15 in 22.45. Petek je tu. Ne zamudite torej oddaje Vikendica, ki jo pripravlja vedno zabavni Marko Horvat. In kaj vas čaka v tokratni Vikendici? Čeprav še nič ne kaže na sneg, si v tokratni oddaji Vikendica poglejte, kaj se zgodi, če pri minus 22 stopinjah skočiš v sneg in preživiš. Uganite, kdaj se je to zgodilo in si prislužite nagrado. Vedno zabavni Marko Horvat je na ulicah Murske Sobote spraševal še, kaj se zgodi, če umre krava Milka. Več pa v anketi. Oddajo Vikendica pa sta zaznamovala tudi legendarna prekmurska komika Mačo in Mejki. 3 zabavljači na kupu. Smeh je torej zagotovljen.
In kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? Poglejmo si, kaj pravijo vremenoslovci. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 6 stopinj Celzija. Opoldne ste v Karinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 2 stopinji, v Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in ponekod tudi dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Megla ali nizka oblačnost se bo začela pojavljati tudi ob morju in nižjih predelih Primorske. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 3 stopinje pod lediščem, najvišje dnevne pa se bodo gibale okrog 6 stopinj Celzija. V nedeljo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. Drugod bo sprva sončno z jutranjo meglo po nižinah. Čez dan pa se bo oblačnost pomaknila proti osrednji Sloveniji. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. Temperature v naših krajih se bodo v prihodnjih dneh dopoldan gibale okrog 3 stopinj pod lediščem, popoldanske pa med 3 in 6 stopinjami. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvidea.si. Nasvidenje, do prihodnjič.